Tako, in kar začnimo z deljenjem zaslona, a ne. Skratka, šli bomo kar po vrsti skozi vsa, ali pa skoraj vsa, dela, ki so pomembna na ustnem delu izpita. Kot veste, imate enih 40 ali pa 35 kuvert, a ne, in noter so te teme. Zmeraj, a ne, brez izjeme imate zraven, imate na začetku odlomek in ta odlomek si kar pogumno preberite. Noter najdete kakšne stvari o letnicah, najdete kakšne osebe, sploh če imate kakšno dramsko ali pa obsežno prozno besedilo, skratka, odlomek, ne gledati samo vprašanj, ki so spodaj, preberite si odlomek, ki je pred vami, a ne. Zdaj, kje vse ta našo literarno zgodovinsko zgodbo začnemo? Marsikdo bi pomislil v stari Grčiji, tudi priročniki so tako sestavljeni, ampak v resnici je prva tema Biblija, a ne. Biblija pa, kot veste, se deli na staro pa na novo zavezo, in stara zaveza sega v kar tisočletja pred našim štetjem. Torej spada v tako imenovano hebrejsko književnost, in je zelo stara, a ne. Zdaj, je pa res, da morate razumeti to dvojnost Biblije kot svetega teksta, a ne, za kristjane, da je seveda deljena na staro pa novo zavezo. No, in odlomek, ki ste ga vsi imeli v prvem letniku, a ne, Prilika izgubljenemu sinu, se navizuje na novo zavezo, a ne. Tako da tule točno 100 letji je težko operirati, ampak ko imate Biblijo, si predstavljate, da je to še vezana na hebrejsko književnost, ki je iz obdobja orientalskih književnosti, a ne, torej skupaj z mezopotamsko, egipčansko, kasneje arabsko, recimo indijsko, kitajsko, a ne, in so to zelo stare civilizacije. Te civilizacije so bile na vrhuncu ali pa že postopoma propadale v času, ko je Grčija postajala kulturna velesila, a ne. In tukajle boste videli, upam, da bo smiselno, a ne, ob tem delu, ki je ob tej temi, a ne, ki je lahko na ustnem delu mature, je zraven, so napisano par takih iztočnic, a ne, torej kaj je vezano z nastankom Biblije, kakšna je sestava, kulturni, literarni pomen, kaj sploh ta beseda prilika je. Bodite pozorni, piše prilika, ne pridiga, a ne, to je mogoče težavno za marsikoga. Torej, to gre za sveto knjigo, prvotna je bila judovska, a ne, navezana na prvo monoteistično religijo, nastala tam nekje na območju rodovitnega polmeseca. Pol kasneje, po letu nič našega štetja, a ne, kot veste, se z Jezusom, Jezusovo zgodbo, mogoče mitom za nekoga, stvar nekako razpade, a ne, se krščanstvo odcepi od judovske tradicije, tako da imamo danes pod Biblijo mišljeno tako staro kot novo zavezo, a ne. To je tale dvojnost, ki je najpomembnejša. Zdaj, če bi povprašali Jude, kaj je Biblija, kaj je Sveto pismo, bodo pa rekli samo stara zaveza. Pa še judovska je nekoliko krajša stara zaveza kot krščanska, zato ker so kristjani nekaj del v staro zavezo dali, da so bolj opozorili na to, da je bil Jezusov prihod napovedan, a ne. Torej, postave, zakoni, geneza je prvi del stare zaveze, a ne, torej zgodba o nastanku sveta, ki je čisto mitološka, spisi, veliko prerokov. Nova zaveza, čeprav je krajša, je seveda pomembnejša, a ne, ker krščanstvo je po celem svetu, judovska kultura je pa taka majčkeno elitna, majčkeno zaprta, a ne, ni ravno razširjena. Evangeliji, veliko pisem, a ne, ki kažejo na začetek krščanstva, posebno poglavje, čeprav je Janez eden od evangelistov, je potem Janezovo razodetje, slika konca sveta, a ne, pa mogoče tudi apostolska dela so pomembna, a ne. Dejansko je temelj, da poznate evangelije, obvezno so to 4 evangeliji, seveda, a ne, Matej, Marko, Luka in Janez. Kdo je dvignil roko, samo da, ste jo že spustili vmes, lahko kaj dvignete, ampak dajte pol napisati v klepet, da vidim, kaj delate, a ne, ker moramo odklopiti deljenje zaslona, če kdo kakšno roko
dvigne. Dobro, a ne? Torej, upam, da se zdaj res sliši, kolikor to po redu. Zdaj, prilika o izgubljenem sinu spada v enega od evangelijev, a ne? Torej spada v Novo zavezo, v Lukov evangelij in kdaj vam res priporočam, da, tole bom mogel pa kako že narediti, prej mi je delalo, toliko zavihkov imam, da upam, da mi ne bo vse padlo, ja, evo, tako, a ne, upam, da se vidi. Razumite, da lahko po Bibliji prosto klikate na spletu. Če vtipkate biblija.net, se vam pojavi celoten tekst in tlele lahko najbolj logično, če greste na levi strani gledat, vidite različne razdelke, a ne, kaj je vse v Stari zavezi, kaj pa potem v Novi zavezi. Vmes so še tele knjige, ki strogo gledano niso v Stari zavezi, so pa vmes. Torej, tekstov iz Stare zaveze je ogromno. Tole so Mojzesove knjige, reče se jim tudi Peterov knjižja. Potem so Sodniki, Rutina knjiga, 2 Samuelove knjige, knjige kraljev, Ezra, psalmi in tako naprej. Nekje bo Ezekijel, o tem, ko je veliko veste, mogoče znate tudi kakšen citat, čeprav ni čisto ustrezen iz Ezekijela. Če ste kdaj gledali najbolj znan film Quentina Tarantina, imenovan Pulp Fiction, ki je noter ene 3 mestih citat iz tegale Ezekijela. Skratka, Stara zaveza je tako zelo priročen predmet za kakšne filmske citate, čeprav je Tarantino dobeseden tekst iz tega preroka Ezekijela kar malo priredil. No, Nova zaveza pa Matej, Marko, Luka, Janez, najbolj logični evangeliji, apostolska dela in vse to, kar je v tej obliki na so pisma. Večinoma jih je delal sveti Pavel. Pisma so dejansko še pomembnejše od samih evangelijev, če vas zanima prvoten začetek, razvoj krščanske skupnosti. Kje so se dobivali, ko so se mogli še skrivati, kakšni so bili obredi. Ogromno pisem je pisanih na način, da se bo zdaj Jezus ponovno vrgel na zemljo in bo konec sveta. To je napisano v sedanjiku. Zdaj čakamo že 2000 let, pa se to še ni zgodilo. Ker drugi Jezusov prihod za kristjane seveda pomeni sodni dan, dan jeze, dies irae, če se kaj spomnite. In je opisano najbolj v tem razodetju. Kaj bo, ko bo konec sveta. Po enih interpretacijah se to dogaja že zdaj, politiki lažejo, podnebje je šlo v maloro, razsajajo bolezni, živali umirajo, to je vse opisano v razodetju. Zato je od vseh delov Biblije in Stare in Nove zaveze tale drobna knjižica razodetje deležna največ interpretacij. Dejansko so ljudje nori na to, jo podolgem pa počez analizirajo. No, ampak kako se dokopljete do te prilike o izgubljenem sinu, kliknete na Lukov evangelij, Lukov evangelij ima zelo sorodno zgradbo kot Matejev pa Markov evangelij, vidite, da tlele se začenjajo prilike, ogromno jih je, o ovci, drahmi, sinu in tako naprej, priča o skrbniku in takoj najdete to, kar je tudi v berilih za prvi letnik. Ta osnovna zgodbica o očetu, ki ima 2 sina, mlajši reče, jaz grem pa po svetu, daj mi denar, bom vse zapravil, starejši je zvest in ostane tam. Iz tega je Jezus, s temi zgodbicami je hotel ponazoriti neke nauke, hotel pokazati, da je oče mlajšega sina zelo vesel. Ko se ga vrne nazaj, mu pripravi gostijo, ga objame in tako naprej. Mlajši sin se pokesa tega, da je živel tako malo bolj grešno življenje, in seveda je starejši sin ljubosumen. To je ta motiv ljubosumnosti med brati, ki, kot veste, sega že iz časov Kaina pa Abla. No, nauk je v priliki skrit. Nekjer spodaj v zadnjem odstavku ne piše, Jezus je pa s to zgodbico hotel povedati to pa to pa to, mi pa razumemo to pa to. Na nas je, da sami razberemo sporočilo. Sporočilo pa je, čisto enostavno, če očeta razumete kot Boga, mlajšega sina kot grešnika, ki se vrne potem in se pokesa za to, kar je storil, starejšega sina pa za nekega zvestega vernika.
če na tak način to razumete, je ideja, Jezusova ideja čisto jasna, ne, ker ravno njegov nauk je bil za te, ki so zavrženi, pozabljeni, ki nimajo enega, ki jih je družba zavrgla, ne, Bog jih pa lahko ne, ne. Torej, če malo se vrnemo nazaj na tole shemo, dva oče in dva sinova, torej simbolno Bog in dva različna vernika, eden starejši sin zvest, mlajši sin nezvest, mlajši sin odide in vse zapravi, sin je nesrečen, se vrne, oče se ga razveseli, brat je pa ljubosumen, ne. Tako kot en zvest vernik ne razume, zakaj on more non-stop moliti in hoditi v cerkev in se ne vem kako držati navodil, enemu grešniku pa samo na smrtni postelji se pokesa, pa mu je vse odpuščeno, ne. Torej, sporočilo, ponavljam, tukajle vidite, je skrito. Bog vse odpusti, a ne, morate simbolno razumeti. Dobro, torej, s prilikami je Jezus širil svoj nauk, naredil je zgodbice, da je bilo malo bolj zabavno, slog je pa svetopisemski, a ne. Tukaj pa, če malo bolj pogledate podrobno, značilnosti biblijskega sloga, paralelizem členov, mnogovezje, to pomeni, da se vse začenja z nekim in, paralelizem členov pomeni pa, da se stvari ponavljajo, da so stvari kar da se eni deli besedila skoraj dobesedno ponovijo ali pa majčkeno drugače, ne. Tako, no, toliko o tem, da ne bomo predolgi. Več stvari imate v zapiskih ali pa v priročnikih. Dobro, torej, zdaj pa gremo kar na naslednji velik zalogaj, ki seveda antična Grčija, a ne. Jaz to postavljam ponavljam na drugo mesto, ker morate Biblijo razumeti v smislu še orientalskih književnosti. Grki, a ne, niso najstarejša civilizacija na svetu, so pa zibelka civilizacije vseh kasnejše evropske kulture, torej zibelka evropske civilizacije. Imeli so 3 velika obdobja, tisto prvo je bilo obdobje, v katerega postavljamo Homerja pa njegove epe. Potem je bilo klasično obdobje, kjer postavljamo najpomembnejše so bile dramatike, pa je bilo pa seveda obdobje čisto na koncu, ko stvari niso bile več, ko se niso več držali toliko svojih stvari iz klasičnega obdobja, a ne. Kaj vse je treba vedeti pri Odiseji, a ne, torej, mogoče imate eni Iliado, eni Odisejo, dejansko gre za isti mit, tako da lahko govorite o obojem. Mit o trojanski vojni je to, definicija epa, Iliada je junaški ep, Odiseja pa bolj pustolovski ep, a ne. Obadva sta pa napisana na enak način. Epska širina, vse je v epu zelo na dolgo in široko razloženo, nobene stvari ni, da bi bila lahko nepomembna, a ne, to ni še prozno pripovedovanje, to je tisto staro pripovedovanje. Kaj je homersko vprašanje? To se vam splača zapomniti. Enostavno ni jasno, ali je Homer sploh avtor, ali je to bolj stvar tradicije. Obe deli sta nastali, torej Iliada pa Odiseja, nekako vsaj 100 let narazen, zato je že vsakomur jasno, da to v resnici ni delo enega avtorja. Bolj je to, da je nekdo povezal zgodbe, ki jih je mogoče Homer prepeval kot nek potujoči pevec. Rapsod se mi je tudi reklo, ne, ali pa še z enim drugim izrazom. No, pa kje je živel ta Homer? Je sploh zares živel? Je to več avtorjev skupaj, a ne? Sta pa deli res zelo enotno narejeni, tako da neka skupna redakcija je morala biti, ampak homersko vprašanje, če ga najbolj strnem, pomeni na kratko to, da enostavno se v resnici bi morali ta dva epa šteti kot ljudska epa, tako kot imamo srednjeveške ljudske epe, če se kaj spoznate na to. Torej, oba epa Iliada pa Odiseja se navezujeta na mit o trojanski vojni, začne se s Parisom, dejansko bi lahko začeli že za poroko po
boginje Tetide, tam da tam ni povabljena boginja Erida, ki potem naredi lepotno tekmovanje med 3 boginjami in Paris je poklican, da izbere Afrodito za najlepšo boginjo, ona mu pa pomaga ugrabiti ženo Menelaja, torej lepo Heleno. Menelaj je užaljen, pokliče svojega brata Agamemnona, to je pa zelo pomemben grški politik, No, in on naredi potem vojno. Pridejo pred Trojo, Menelaj hoče lepo Heleno, svojo ženo, nazaj, Agamemnon je pa tam zato, da si Trojo priključi, In Trojanci se ne predajo tako zlepa, zato pride do vojne. Vsi mislijo, da bodo Grki, torej grška vojska, zelo hitro osvojila Trojo, ne upoštevajo, da je obzidje okrog Troje dejansko nemogoče ga je porušiti, nemogoče ga je prodreti. In zato vojna traja 10 let. Pri Grkih si še to zapomnite, vse je usojeno, vse je volja bogov, to bi lahko že tlele napisal. Volja bogov. Usojeno je, da bo Troja padla, noben pa ne ve kako. Tudi Ahil, ki je najpomembnejši vojščak Grkov, je jasno, da ga čaka smrt, ampak on je skorajda neranljiv in noben mu ne ve, noben nima predstave, kako bi se ga lahko ubilo. In pa tudi Trojanci vejo, stvar bo končana, umrli bodo, je pa res, da ko 10 let traja vojna, njih to navda z upanjem, da se mogoče pa ne bo tako hudo, ampak na koncu Troje pade, Iliada se konča že prej, konča se, ko Hektorja pokopljajo, spopad med Ahilom in Hektorjem je vrhunec Iliade, istočasno tudi vrhunec filma Troja, če ste ga mogoče pogledali v tem času, ko imate samo izolacijo, kar sledi, je opisano kasneje. Torej, to, da z trojanskim konjem Grkom uspe prodreti v Trojo, da s tem maketo konja, kjer so noter skriti grški vojaki, to je opisano v Odiseji, ne v Iliadi. V Odiseji je opisano vračanje domov, Odisej 10 let se bojuje, 10 let se pa še vrača domov in nekje vmes pripoveduje zgodbo, ker ga povsod lepo sprejmejo, nekje se mu kar neha muditi domov in ostane 5 let pri čarovnici Kirki, skratka, zelo zanimiva dogodivščina je to. Odiseja, kot sem rekel, je pustolovski. Ni toliko vojaški, je pa ogromno enih fantazijskih stvari. Najbolj znan prizor je pri Kiklopih, torej tistih velikanih z enim očesom. Tle je pač Grkom delala domišljija. Poznali so zelo dobro Sredozemlje, torej svet, ki so ga tudi zajeli kot civilizacija. Tam nekje znotraj Afrike so pa srečavali malo nenavadne stvari. In so si izmislili zgodbe o pošastih, čarovnicah, čudnih bitjih, ljudožercih. To je vse opisano v Odiseji. Tako. Zdaj pa imamo kar, da ne bomo predolgi, čas, da še v teh par minutah malo pogledamo gledališče. Kot rečeno, to nastane enih 200-300 let po času, ko sta nastali Iliada in Odiseja. Kralj Ojdip Antigona, lahko imate Antigono, to je čisto vseeno, to so te dvojnice, ki eno delo lahko uporabite, če izrebite eno delo, lahko govorite tudi o drugem, se pa navezuje na tebanski mit. Ta je pa malo bolj razumljiv, povezan je z dejansko je to mit o tebanski kraljevi družini. Veste, da se začenja s kraljem Lajem in njegovo Jokasto, čisto običajen kraljevski par, rodi se ima sin, zvesta, da bo počel zelo grde stvari, hočeta to usodo preprečiti in ga dasta ubiti. Ampak ta otroček preživi, tisti pastir ga ne ugonobi, kot je bilo rečeno, ampak ga raj daje v sosednje mesto, v Korint, k drugemu kralju. In zato Ojdip zraste gor, ne da bi vedel, da ni pri pravih starših. Ko je dovolj star, gre sam pofirkcat, po domače rečeno, kakšna bo njegova usoda, izve, ti boš ubil očeta in se poročil z lastno materjo, njega seveda zagrabi panika in zbeži od svojih staršev
v Korintu ne ve, da to nista njegova prava starša, tako da dejansko mogel po pravilih, če bi mu povedal, da je posvojena, ostati tam, pa zgodbe ne bilo. No, pa on zbeži stran, reče, jaz pa ja ne bom ubil očeta, še manj se bom poročil z materjo, to pa ja, grozna zadeva, zbeži pa ravno v tebe, in že na poti ubije svojega očeta, ne da bi vedel, da je to oče. Prvi del prerok bil uromljen, potem pa imate že postavljeno njega kot kralja, on se kar samo kliče za kralja, ker je premagal Sfingo, vzame vdovo prejšnjega kralja, seveda je to njegova lastna mati. No, ta zgodba o kralju Oidipu, ta drama, pokaže samo teh par ur, kolikor je smelo biti dramsko dogajanje, da on spozna svojo predzgodbo. On ni nič narobe dejansko naredil, razen tega, da je takrat tiste celo skupino kraljevega spremstva ubil v spopadu, ampak recimo, da je bilo to samo obramba, kot bi se danes reklo. On hoče ubežati svoji grozni usodi. Noben si ne bi tega želel, kar ubiti svojega očeta in vzeti svojo mamo za ženo, ampak karkoli dela, se samo poglablja to, da gre v svojo zgodovino, to bolj naprej. Torej, zato je to tragedija v pravem pomenu besede. Glavni junak je, kot so kasneje rekli, brez krivde kriv, to velja za vse tragedije, tudi za Shakespearjeve, čeprav niso iz te tradicije. Mitološka podlaga, ko se rekel, je zgodba o Tebah, ampak samo en delček. Nimate nič o kralju Laju preveč, nimate skoraj nič o Oidipovih otrocih, kajti naslednji del zgodbe, Antigona, pa se navezuje na isti mit, ampak je nekoliko desetletij kasneje. Skratka, Oidipu uspe z lastno materjo zaploditi 4 otroke, 2 hčerkici, 2 sina, to sta torej Antigona iz imena, Polineik pa je Teokal, in Antigona nastane ravno v času, ko so oni že to odrasli. Oidipa ni več, je že umrl, in zgodba tega smole, prekletstva družine se nadaljuje naprej. Je pa Antigona majčkeno bolj komplicirano zgrajena drama kot kralj Oidip. Kralj Oidip je čisto sintetična drama, ampak o tem več naslednjič, torej naslednjo uro. Tole je shema tega, kar vsi poznate kot dramski ali dramatski trikotnik, čisto vse nekateri izraz uporabite tistega, ki so vam ga profesorji, profesorice dali pri razlagi snovi. Nikoli ni to enakostranični trikotnik, tudi tukaj ni tako zamišljen, kajti vrhunec ne bi bil na sredini. Kdo bi potem še gledal zgodbo do konca, če se to na sredi zgodi. Tako da vrh je dejansko res proti koncu. Ta stranica je daljša kot ta, če gremo razlagati to čisto geometrično, zato ker se dlje časa mora stvar zapletati, krajši čas pa razplesti. Pri kakšnih sodobnih dramah je to res skorajda tako, v hipu se mora vse razplesti. Torej, tej zgodbi je večina evropske uprizoritvene umetnosti sledi, tudi prvotni filmi so temu sledili. Danes, če kaj spremljate filme, smo kakšne napete grozljivke ali pa srhljivke, veste, da imamo spin, se pravi, prvi vrhunec, ki pride, v resnici veste, da to ni ta, ker se bo na videz vse razpletlo, bo prišel še novi, višji, bolj prestrašen dogodek. Danes je, ker ustvarjalci iščejo nove načine, kako narediti stvar zanimivo, dostikrat trikotnik pač ni več trikotnik, ne služi več svojemu imenu. Torej, zgodovina tragedije je zanimiva, o tem lahko odgovorite 10 minut, kako izvira to iz nekega verskega obreda, po ne ravno jasnih stvareh se je stvar postavlja na neko prizorišče, začeli so graditi teatre. Bote pozorni, grško gledališče je striktno teater, rimsko je pa amfiteater. Dostikrat vam kdo to malo napačno pove, morate razumeti pomen besedice amfiteater. Amfi pomeni dvojno, zato je amfibija dvoživka. Torej, bitje, ki ima 2 življenjski
fazi. No, torej, logično je, tole so delali Grki, Rimljani so pa kdaj uporabljali obstoječe, od tod ta zmeda, kaj je teater, kaj je amfiteater, večinoma so pa Rimljani tole polovico naredili še z eno polovico in so seveda iz polkroga naredili celoten krog. Naredili so torej areno, a ne. Amfiteater je rimski in je arena in je samostojna zgradba. Medtem ko so grška gledališča, grški teatri, prostori, kjer niti ni to konstrukcija, so uporabljali obstoječe vzpetine, griče, hribe, da so noter vklesali te tribune, a ne. Zdaj moramo narediti premor, ker se 40 minut izteče.